Prvo, ko prijo noter, so zadržani, nenormalno, vsi imajo glave dol, ker mi je nerodno, ker si mislil, kdo me bo zdaj slikal za to. In letos sem rekel, da jaz hočem biti v strežbi. Samo zaradi tega, ker jaz v strežbi, ko delam, res se smejim, zafrkavam goste, v bistvu ko klovn sem tam pri mizi. In zato sem rekel letos, da hočem jaz biti pri mizah, da jih nasmejim, da jih malo sprostimo, v bistvu sprostim tisto njihovo napetost. Kakšni odzivi so? Prvo so zadržani, pol pa, ko odhajajo, prav začutiš tisto, ko te pogleda. Eni so me lani objeli, eni so se zjokali, otroci, vem, da mi je pač ena punčka namazana bila okoli ust od Eurokrema, pa reka, stric Amir, hvala za te palačinke. Ena vem, da se mi je gostja zjokala, rekla, jaz nimam doma nič kruha, kam mi ga lahko date malo. Zgodbe so brutalne in to je tisto, kar mene, bom rekel tak, tiši dalje, da bi tega delo še. Ringelšpil. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v Večerovem podkastu. Zdravo, dobrodošli v Ringelšpilu, podkastu časnika Večer, kjer gostim zanimive ljudi z Maribora in okolice. V današnji epizodi spoznavamo človeka, ki verjame, da največ šteje dejanje, dobro delo. Je natakar v restavraciji Parma, humanitarec in vodja društva Igraj pošteno. Človek, ki je iz božične večerje naredil gibanje. Pred 3 leti je božično večerjo pripravil za 60 ljudi iz socialno šibkega okolja, lani za 200, letos pa bo skupaj s organizatorji razveselil že več kot 600 oseb in to v 5 slovenskih mestih. Z mano je Amir Sulić. Amir, lepo pozdravljen. Lepo zdrav. Preden pa začnemo, vas vabim, da če vam je Ringelšpil všeč, ga spremljate na platformah za podcaste in YouTube, ga všečkate, delite, komentirate, vesela bom vaših odzivov. Amir, letos torej vaša akcija preko vseh pričakovanj, tudi vaših osebnih verjetno. Kako vam je uspelo, da je ta lep projekt presegel restauracijo Parma in se razširil ne samo v 4 restauracije v Mariboru, ampak tudi v Koper, Celje, Velenje in nenazadnje Ljubljano? Tem, da prvič, ko sem začel to, bom rekel, pravljico delati v restauraciji, ko mi je šefica sta mi dovolila si sposoditi restauracijo na nek način, se jo tudi odpovedati rezervacijami, smo naredili prvo leto za 60. In pol sem gledal po eni strani in sem rekel, zdaj bi lahko, glede na to, koliko je bilo časa, vse sem rekel, zakaj jih ne bi bilo več. In pol je bilo drugo leto že bilo okoli 200. In me lani glih novinarka Večera me je vprašala, kaj greste, če grem naslednjo leto na večjo število. Sem prej rekel, ne, nikoli več, hvala lepa, evo, leta kam smo zdaj prišli. Zato, ker je čedalje več je socialno ogroženih družin, se pravi družine, ki delajo, pa ne pridejo skozi mesec. In zdaj, ker delam v gostinstvu, sem se odločil, da bi jim prikazal to stran, kar mi doživljamo vsak dan, za njih je nedosegljivo, se pravi, da pridejo v restauracijo, da lahko si normalno naročijo za pit, za jest, vsak svojo porcijo, ne da si rabijo eno pico deliti ali pa ne vem, neko hrano deliti, da lahko uživajo v tistem trenutku. Kako to, da sem prišel na več mest? Ne vem, jaz sem šel v Ljubljano, v Koper, Celje, Velenje, sem enostavno poklical restauracije, sem jim povedal, prvo sem jim rekel, če so pripravljeni sodelovati, zakaj, da jim ne, povem, bi sodelovali pri tem in da mi ne bi zagrabili, sem zaradi mogoče, da bi rekli, v redu, bom sodeloval sem, da se lahko prikažemo. Ampak s njim rekel, če so pripravljeni na eno veliko pogostitev. So rekli, ja, ni problema. Ko so rekli, ja, te s njim povedal, zakaj se gre. Tako da zdaj so restauracije so že potrjene, šole tudi polne so že z rezervacijami, tako da se zgodba odvija v to smer. Kako daleč so priprave na božično večerjo in kako te dni izgleda vaš dan, sploh kaj spite? Spim bolj slabo, zaradi tega, ker vsi gostinci vejo, da december je, bom rekel, tak brutalen v gostinstvu. Plus to, da recimo res delam 5 dni na teden, tisto, ko sem pa prost, pa skačem okoli po sestankih, telefonski klici skozi, pisanje mailov, tako da me skoraj tudi teden me nič ni doma. Spim pa zelo slabo po par ur, zato ker delam po 10-12 ur dnevno. Zvečer, ko pridem domov, je še zmeraj glava polna, ko zaspiš, se spet zbudi sredi noči, razmišljaš o tem, odkot imam energije, ne vem, po mojem ta zagon.
Ste že v bistvu pripravili vse, kar ste mislili, vse teče po planih? Teče vse po planih, tako bom rekel, na 80% sem že, zdaj treba sem še to do konca izpeljati. Darila so prostovoljke, zdaj čez vikend so spravili skupaj. Tudi v vrečke so dali navadne papirnate vrečke, te navadne papirnate vrečke smo mi zdaj odpeljali v Cvetličano na Pobrežje, kjer 5 cvetličark že skupaj sestavljajo z kartončki gor, kjer so samo kratice napisane, se pravi, imam tako gor napisano, ne vem, KP, 3 osebe Koper. In to je v bistvu ime priimek te družine, 3 osebe, ker nobene sme vedeti, niti jaz, imena njihovih podatkov, ker to se da pri meni strogo tak, in to se pa vse odpele na mesta, točno na 24. Za Božič. Zdaj ste še tako, lani ste še sami zavijali, ne, če se ne motim, darilo, nekdo vam je pomagal. Sestra je pomagala s kolegicami, ker jaz nisem imel časa, spet zaradi službe. Letos sem pa rekel, ker je tudi sestra napolno zaposlena, sem rekel, zdaj je pa res preveč daril in zdaj se je Cvetličarna, se je sama javila, se pravi direktorica pogrebnega podjetja Maribor, gospa Lidija, ona se sama javila in rekla, če hočeš, mi stopimo nasproti, mi ti bomo zavijali darilo, sem rekel, super, boljšega ne more biti. Tako da tudi prostovoljci mi ogromno pomagajo, da so lahko skupaj zmetali darila, ker jaz tega nimam časa delati. Tako da bom rekel, tako brez njih ne bi jaz tudi sedel danes. Ker to bo neko celovito doživetje za vse te goste, ne bo samo hrana, postrežba, bodo torej tudi darila, pa še več ste uredili za njih, ne še frizerje, še glasbenike, kaj vse še pripravljate? Zdaj, ta soki, v bistvu, pride še tudi iz Ruš, ena prije z violino, ker violina meni lep inštrument, ona bo pomagala, oziroma bo odpela tam. Darila dobijo vse družine, frizerje sem tudi uredil, se pravi frizerska šola v Kopru, v Ljubljani, v Mariboru, 3 frizerski saloni v Mariboru se bodo dol zaprli, jih bodo tudi strigli. Družinam, se pravi, gor, ki so iz Ruš, Lovrenc na Pohorju, tisti nimajo prevoza, sem zrihtal jim preko Tajhman Tursa, da jih bo pobral z avtobusom, jih pobere gor, jih pripele, se najejo pri meni, dobijo darila in pa jih bodo tudi nazaj odpeljali. Zdaj pa imam pa še eno zgodbo, v bistvu, ki jo bom naredil, tisto pa pika na i, tega pa še nočem povedati, s tisto zgodbo bom pa pretresel vse. Tisto pa brutalno, kam naredil še. Dobro, torej za vse udeležence, ne? Ali bomo tudi mediji lahko kaj videli? Videli boste lahko, ker tisto bom slikal, tisto ni tak, bom rekel, se ne upam povedati še, ampak ja, tisto, kar bom naredil, tisto je pa brutalno, tisto pa vsakmu, ko sem vedel, tisto je pa vsak rekel, pa ti nisi normalen. Dobro, se veselimo, da vidimo, kaj bo. Kaj boste pa postregli na krožniku, to verjetno te goste najbolj zanima pa nas tudi. Ja, zdaj, ker 2 leti zaporedoma smo se dobesedno, sem se ubil s tistimi krožniki, ko smo vsakmu posebej porcijo devo. Je bilo pa lepo, ne, je bilo zelo na nivoju tisto, ne? Ja, je bilo, ampak zdaj je tak. Človek, ko pride in ko mu ti tisto postrežeš, nam se zdi tako malo lepo vse, in zdaj, če bo daš preveč gor, je pa tako čudno zgleda, če bo daš na krožnik. In lani vem, da ko sem gor dal, sem videl eni, kako so jedli z krožnika, so videli, kako so uživali. Hoteli so še, ampak niso upali povedati, daj še, ker noben se nas presti. Letos sem pa rekel, letos sem pa ne, da s temu zafrkali, sem rekel, letos sem pa naredil hladno topli bife. Se pravi, za 2 juhe bojo gor, predjedi bojo taki hamburgeri, tudi tete hamburgerje sem si naročil, mi bo ena pekarna 600 hamburgerjev mi bojo naredili zastonj. Pol bojo od hladnega, ne vem točno kjerga, ker imamo vse napisano gor, jedilni list, pol bojo glavne jedi, pa bojo sladice. Tako da bife bo res poln. Sem pa rekel za nalaž, da hočem pretiravati s količino, samo zaradi tega, da ljudje lahko si vzamejo, koliko hočejo, tudi tisti, ko bo hrana še ostala, da si še domov odnesejo. Zaradi tega sem rekel, da pa tudi kjer od mojih tanko bojo, lahko jejo, ni problema, zato nočem šparati s hrano. Pa ne nazadnje je verjetno za 600 krožnikov tudi težko pripraviti, ne? Lani recimo, ko sem si sposodil krožnike vse in ko so mi to prinesli, to je bilo težko, to je bilo zanositi, to pol lahko razbiješ, kaj takega. Ker pa imam jih v rundah pripravljenih, ob 12 je 60 ljudi, ob 2, 4 pa 6. Ker v restauraciji tam jih sprejmemo 60 ljudi, sem rekel, ne grem na več, ker pa so že stišani, ne, normalno sedijo. In te krožnike vseeno ti lahko pereš, se jih obrne, da jih rabiš samo 60.
Ker pol pa, da si jih pa grem sposojati za tako veliko količino, sem rekel, ne da se mi tega delati. Zdaj, katere restauracije vse so se priključile projektu, nekako ohranjate kot skrivnost do konca. Se bojite v bistvu, da bi prišli ljudje, ne nazadnje tudi mediji, tja prodajati izjala ali kako? Tako je. Jaz vseeno skrivam, tudi sem rekel, ker sem obljubil, pač moj projekt temelji na temu, na stroge anonimnosti do družin. Ker na tak način ti pol vsi zaupajo. Da v bistvu ne prodaš ti svoje slave za nekomu, da lahko ti uničiš življenje. In zato sem rekel, tudi javno ne bom povedal še, kere šole so se vključile zraven, niti kere restauracije so. Tudi vsem restauracijam sem povedal, da ne smejo nič povedati. Sej, to se hitro zve, ampak sem rekel, ne sme prijeti nikamor. In zato sem rekel, nekatere restauracije bojo odprte na dan dogodka, ene bojo pa zaprte. Jaz bom rekel, ob 4 popoldan, ko se vse konča, pol bom pa javno povedal, kire restauracije so bile. Ker vseeno se mi zdi, prvo je meni, na prvem mestu je meni ta skrivnost, se pravi do družin, da tega ne izdajam. Slikanje obvezno ne, snemanje obvezno ne. Tudi moram povedati, da ne bom povedal točno kjera, ampak ena nemška televizija se je zanimala za nas, da bi objavila, ampak je bil njihov pogoj, da mi snemajo družine. In sem rekel, da ne, to pa ne dovolim. Nemška televizija? Nemška Kako televizija. pa to? Vam lahko pokažem mail, sem rekel, da ne dovolim, zaradi tega ne. Jaz sem rekel, da hočem, da se moja zgodba razširi v tujino. Samo zaradi tega, da lahko ljudem pokažemo, kaj je ena Slovenija naredila. Kaj je en človek sposoben narediti, se pravi, če poveže celo Slovenijo, če poveže ljudi, pa če dela pošteno. Kaj se da narediti? Pa da se za en dan vsa negativa izključi. In oni so zahtevali, da bi mi snemali družine. In sem rekel, da ne. Jaz sem rekel, lahko vam damo mi druge igralce noter, pa jih snemi to hrbet. Pa vsake ne, da hočejo družine snemati. Sem rekel, tega pa ne dovolim. In zato sem rekel, zaradi svoje slave jaz ne bom prodal družine. Koliko ljudi pa stoji za vami v tem projektu? Verjetno je to kar velika mašinerija, prej ste že malo omenili. Jaz bom rekel, če gostince štejem, socialne delavce, ravnatelje, osnovne šole, srednje šole, po mojem okoli 200 ljudi že. Kar precej. In to vse vi koordinirate in žonglirate. Ja, zato ker non-stop na telefonu kličem. Zdaj, ko še dobim SMS, recimo, ne vem, jaz bi se rada prijavila, jaz bi se rada prijavila za frizerja. In gledam tisti SMS, pa si mislim, kdo si ti zdaj? In pa pokličem, pa rečem, ja, pa gospod Amir, mi smo se prejšnji teden pogovarjali, vse ko super, zdaj mi pa še, samo povejte, iz katerega mesta. Pa reče z Ljubljane, aha, ok, vredi. Povejte mi samo vašo kratico, pa mi reče, da vem, AS, in grem jaz gledati na seznamu AS, aha, super, vi greste tja. Se tudi jaz, ko sem vas klicala, ste rekli, kdo ste že, odkot ste kličete, ne? Ja. Verjetno to vaše prvo vprašanje, ker imate toliko. Ja, ko ne vem, več, kdo me kliče. Tako. Zdaj, ko pridejo ti vaši gostje na večerjo, kakšni so odzivi in kdo so ti v bistvu, ki pridejo? V bistvu, zdaj vse te družine, kar sem jaz dobil preko Centra za socialno delo, osnovnih šol, srednjih šol, so se prijavili, so povedali, kdo smo, kaj smo, in oni takoj so šli gledati ker moja internetna stran, kdo sem, pa članke, vse, in vejo, in so videli tudi, da nisem nobenega objavil. Zdaj oni so se prijavili, jaz sem tudi tako da, oni zdaj, ko meni pridejo z mojo kartico in gor bo pisalo gor na kartici začetnice, pa število, pa ura. Zdaj, ko bom za njih že pripravljeno, oni, ko pridejo noter, tisto kartico dajo in pridejo noter. Jaz sem rekel, brez kartice ne morejo prijeti noter, ker še zmeraj lahko nekdo uleti noter brez tega. Kakšni so potem odzivi iz prejšnjih let, kakšne so te izkušnje? Prvo, ko pridejo noter, so zadržali, nenormalno, vsi imajo glave dol, ker mi je nerodno. Ker si mislil, kdo me bo zdaj slikal za to. In letos sem jaz rekel, da jaz hočem biti v strežbi. Samo zaradi tega, ker jaz v strežbi, ko delam, res se smejim, zafrkavam goste, v bistvu ko klovn sem tam pri mizi. In zato sem rekel letos, da hočem jaz biti pri mizah, da jih nasmejimo, da jih malo sprostimo, v bistvu sprostim tisto njihovo napetost. Kakšni odzivi so? Prvo so zadržani, pol pa, ko odhajajo, prav začutiš tisto, ko te pogleda. Eni so me lani objeli, eni so se zjokali, otroci, vem, da mi je prišla ena punčka, namazana bila okoli ust od Eurokrema, pa reka, stric Amir, hvala za te palačinke. Ena vem, da se mi je gostja zjokala, rekla, jaz nimam doma nič kruha, kam mi ga lahko date malo. Zgodbe so brutalne in to je tisto, kar mene
bom rekel tako, tiši dalje, da bi tega delal še. Lepe zgodbe, skratka, je lepo polepšati nekomu, ne? Še posebej v tem v bistvu decembrskem času, ko nekako pridejo te stiske še bolj na plan, ta osamljenost, mogoče pomanjkanje sredstev in tako naprej, ko opazujemo obilje na vsakem koraku. Ne? Ja, lete, če greste pogledat, greste zdaj recimo v Europark, greste pogledat, vse trgovine, vse okrašene, vse dosegljivo, samo če imaš denarnico polno. Zakaj sem se pa jaz odločil za Božič? Čez celo leto se še nekako ti čas preživi, čas ti poleti. Božič je pa tisto, ko se vse zaustavi, ko se zaveš, mrzlo je, na televiziji so božični filmi, čustva udarijo ta dan. Ok, in zdaj sem rekel, zakaj ne bi Božič nekaj takega ogromnega naredil. Sej moja želja je, da bi jaz delal projekte čez celo leto, da bi skozi delal. Jaz vem, da jaz še mala ribica proti teti pasi, ko delajo čez celo leto. Ampak ok, jaz ob svoji redni službi sem si pač izbral Božič. Ker Božič je pa najbolj, ko jih udariš po čustvih. Kako pa ste prišli v bistvu na to idejo, razen tega, mislim, ker vseeno vi ste musliman, ne? Ja. Tako da ta vam praznik vam v bistvu v osnovi verjetno ni tako blizu. Ne? Ja, bom rekel tako, jaz sem tudi odraščal pač s kolegi smo odraščali, ko so vsi imeli Božič, partnerka, isto praznuje Božič in sem rekel, ok, zakaj ne. Kako sem prišel na idejo, ne vem, avgusta sem enkrat na bolniškem in enkrat kot da mi nekaj udarilo v glavo narediti božično večerjo, ker sem razmišljal, kaj bi naredil, ker mi je bil dolg cajt. Jaz sem hiperaktivna oseba. In ko sem bil na bolniškem, nisem mogel niti hoditi in sem rekel, super. In enkrat sem dobil to idejo, narediti božično večerjo, sem rekel, ajde, za 60 ljudi, gledajte, kam sem zdaj prišel. Jaz sem rekel, ok. V bistvu, koliko donacij pa ste že zbrali doslej in kakšen je vaš cilj za letos? Če vam čisto odkrito vem, koliko donacij, koliko včeraj sem gledal. 18.500 evrov sem zbral. To je samo v finančnem smislu. Finančnem, ja. Ja, materijala pa je. Materijala pa je to, kar mi je žito dal, krapše, jager, to, kar so mi dali, to sploh ne vem, koliko je tega. Ampak robe je bilo toliko, da sem šel s svojim avtom, pa imam mali avto, Kia Rio imam. In sem šel v Ljubljano, sem se šel 2-krat peljati, na polno noter. In sem rekel moji sestri, toliko imam robe zdaj v avto noter, da če prije do prometne nesreče, airbagi sploh nič ne pomagajo, ker bi se samo tiste evre kreme zaletel noter. Tako da, ja, robe je res ogromno. Kako vrednost, ne vem. Me je pa presenetil dve osebi sta me pa ful presenetile. Ena gospa je prišla v Parmo, to je bilo pa prejšnji teden. Ja, prejšnji teden je prišla in je rekla če gospod Sulič dela. Sem rekel, jaz sem dal spere roko, sem rekel, zdravo, jasno. Je rekla, prijete z mano do avta, nekaj imam za vas. Sem rekel, ok. In dala 2 take male škatle, noter je bilo baleja, nekaj malega. Je rekla, gospod Lejta, to smo jaz pa kolegica zbrali za 20 evrov, rekla, nijam več. Je rekla, dajte to družinam. Jaz sem se skoraj zjel, ko tam se rekel, redi, super, gospod Lejta, hvala, se rekel, definitivno bo šlo v prave roke, se rekel, nič to ni za mene. Potem pa 2 tedna nazaj, pred temu, pa 1 teden nazaj me pa pokliče, telefon me zvoni, pa pogledam, švicarska telefonska številka. Se rekel, ti bogeca, se rekel, to se snom javil, se rekel, ni šans. Te sem se pa spravil noter in sem ga na WhatsApp sem ga poklical, ker sem imel doma, mi je rekel, gospod, je rekel, zdravo, jaz sem tu iz Šentilja, v bistvu okolico Šentilja, rekel, je v Švici, delam, pa živim pa v Sloveniji, čez vikend prijem. Je rekel, imam nekaj darila, če bi lahko ti dal. Pa sem tako, ok, kdo si ti? Pa mi reče, ta pa ta, sem rekel, Nino moje ime, sem rekel, ok, lahko. Je rekel, darila imam, je rekel, pa če jih boš lahko dal, rekel, ti jih v Parbo prinesem. Sem rekel, pa ja, daj prines nekaj, ko ovi meni prinesel darila. Pa ko si jaz to videl, da to so Lego kocke velike, one pištole za streljati, igračke, vse. Tisto darili pobajam za 1500 evrov, kamot. Ko si jaz to zdaj v avto noter, sem rekel, o ti mater. Tako da ti toliko ljudje zaupajo. Zato sem rekel, jaz nimam od tega projekta nič. Jaz imam minus, če gledam, ker vse, kar plačujem, recimo, ne vem, potne stroške, vse gre vse iz mojega žepa. Zato jaz pravim, igraj pošteno, zato imam jaz tudi to, ne si devi nič v žep, ker preko se enkrat te bojo dobri, ker pol to ni več humanitarno, če si jaz začnem v žepe filati. Zakaj? Ker da si jaz vzamem nekaj, pa da mene pol to dobijo, sem uničil sebe, svoje ime, donatorje, zaupanje, vse. Da se splača. Vseeno taki projekti dobrodelni tudi take ljudi, ki mogoče želijo kaj izkoristiti, pritegnejo, ne? V bistvu, kako pa preprečite to oziroma
držite, da je projekt vseeno pošten. Vi seveda imate te načela zelo poštimana, ampak vseeno 200 ljudi ste rekli sodeluje, ne? Kako držite vse skupaj nekako zato sem se v redu? Jaz bil v srednji šoli, sem imel subvencionirano prehrano. Vem, da smo one bone za prehrano in vem, da je mati mogla dati vsa potrdila, plače, vse dokazila. In potem sem študiral, kje bi lahko dobil vse te družine. Potem pa kaptalo. Obrnem se na šole, obrnem se na svetovalne delavke, obrnem se na center za socialno delo. Oni so meni vsi rekli, koliko je ben stopil nasproti center za socialno delo. Županja Ruše, recimo, me je tudi stopila nasproti. Gospod Pepelnik iz osnovne šole Ruše. Center za socialno delo. Z vsemi, ko sem se pogovarjal, so vsi rekli, mi vemo, kdo so. Ko mi točno vemo. Je rekla in oni so točno pol te družine. Rekla, to so vse preverjene družine. Jaz jim rekel, ni problema, vi meni dajte družino. Sam se rekel, dajte mi preverjene. Ker da mi nekdo izigrava sistem, tega mi ne devite. Ker da bi meni nekdo prijel v restauracijo, pa da vidim, že kak je oblečen, kak se obnaša. Vse to tako ugotoviš. Ker on, ko je res socialno ogrožen, on je pri mizi tih, jem je nerodno. To ga vse prebereš. On, ko je pa izigrava sistem, on bo pa prišel noter nasmejan, nič mu ni, veš, da mu nič ne fali, izigrava sistem. In zato sem rekel, da taki noče imeti, ker po mojem sem sposoben, da ga vržem ven. Okay. Zdaj pa, kako lahko poslušalci, naši gledalci konkretno pomagajo, ne? V bistvu, kako lahko prispevajo finančna sredstva ali pa tudi svoj par rok? Prostovoljcev imam že dovolj. Zdaj, ta en del daril sem obljubil eni kolegici v Celju, ko so prostovoljke, zato sem nisem to v Mariboru zavijati, naj oni zavijajo, naj se tudi objavijo, ker sem rekel, da vam priliko, da ste del zgodbe. Bolj bi mi prišla zdaj finančna sredstva, zato ker do tiste pike na i, ko sem rekel pri svojemu projektu, kar hočem narediti, je moja QR koda je gor na internetni strani, naj se gor nakaže, jaz se bom javno tudi vse pol pokazal, koliko je bilo, bančne spiske, pač imena ne smem pokazati, ker več, ko bo zdaj se gor nabralo, bolj bo tista pika na i, bolj bo udarna. Prej sem pozabila vprašati, ko ste govorili o tej nepoštenosti, pa to, zdaj pri tem vašem humanitarnem delu se vam je že zgodilo, da ste pomagali komu, pa se je pol izkazalo, da ni bil upravičen, ni bila upravičena? Ali pa niso bili upravičeni? Ena gospa me je prosila, mi je to dala dokazila, v bistvu, da je prišla do izkoriščanja. Enkrat sem dobil ene SMS, zdravo, ta pa ta je tukaj, jaz imam eno vprašanje, kaj mi lahko plačate položnico. Pa gledam si se SMS, sem jo kar poklical. Saj, gospa, lejte, se opravičujem, jaz ne delujem na tak način, da vam jaz plačal položnico. Sem rekel, vi lahko prijete k meni na božično večerjo. Sem rekel, ampak se prijavite preko centra za socialno delo. Sem rekel, oni pol meni javijo, ali ste upravičeni do tega ali niste, ker oni imajo pogled v to. Sem rekel, jaz kar tek na zaupanje ne grem. Sem rekel, plus, jaz vam ne morem plačati položnice, sem rekel, to ni del tega. Pol je pa rekla, obredi se še slišimo. Pol mi je ena isto gospa rekla, če lahko jim plačam, pa mi dala položnico, rekla, če lahko plačam za 160 €, gospa, pa ne grem se iz tega. Tako da tu že vidim, da hočejo ljudje malo izkoriščati sistem. Oziroma mene. V bistvu, odkot pa vam ta močan čut za humanitarnost? Nekaj, kar izvira pri vas iz otroštva ali se je kasneje razvilo? Dva dogodka ne bom nikoli pozabil, ko sem še bil kot otrok. Sem imel eno gospo gor nad mano v Velenju, ko je živela, v bistvu ona je bila na 9. nadstropju, in je imela roko, vem, da je bila roko poškodovano in je voziček poln hrane imela in je težko vlekla. V tistem momentu vem, da sem jaz bil še osnovna šola, in sem avtomatsko se zagrabil tisti voziček, pa sem jaz pelal gor do vrat. Ampak meni je to zelo normalno. Pole, recimo, ko sem še bil planinc včasih, celo planinc sem bil, in smo sedeli na avtobusu. In je prišla ena starejša gospa do mene, oziroma je tam stala in sem bil, avtobus je poln, in sem jaz avtomatsko stal in sem ji dal sedež. Ampak meni je to zelo normalno. In nekaj normalno danes pomagati nekomu, vrata odpreti, bo pridržati vrata, vse tega danes več ni. V prejšnjem logu, ko sem živel, vedno grem z 2 polnima vrečkama, grem do vrat, pa me en mali mi pred mano zapre vrata. Pa potrkam jaz po malem, odprem se, pa mali, kje imaš ti kulturo? Vsega, pa kaj vidiš, pa še videl si me. Tistega več ni več sočutja. In če lahko nekom tako malo, da pokažeš to zgodbo,
mogoče bom ljudem malo odprl. In zakaj sem se pol odločil tudi za družine? Enemu malemu otroku, enemu tako bo narediti eno zgodbico, on bo dal dalje. Zdaj običajno bolj pomagajo tisti, ki sami niso imeli ali pa so bili na neki točki v življenju na pač nekem pomanjkanju. To velja tudi za vas? Pomanjkanju smo bili, ne bom rekel, da smo mi bili, da nismo imeli kaj za jesti, je bilo pomanjkanje. Ne bom pa rekel, da je bilo pa res revščine pred nam. Ampak zmeraj sem jaz tudi gledal, kam ima on, kaj jaz nijem, ono tretjo. In zmeraj to ustane v tep noter. In zato sem rekel, naredimo nekaj eno tako zgodbo, naredimo lepo Božič. Tudi otrok, verjemite mi, da otrok čuti, otrok ve. Starš se še nekako sebe to laži, sebo, sam še to moram, on ima pa drugo zgodbo v sebi. In če ti lahko pri njemu odpreš to zgodbico, oziroma to nekaj takega, bo on dal to dalje. On bo čez 10 let mogoče bo isto nekaj naredil, ali pa še boljš. Je kdo kaj lepega naredil za vas, kdaj mogoče? V preteklosti, tudi ko ste bili manjši? Ne. Ker jaz tudi nisem navajen, da nekdo nekaj naredi za mene. Jaz sem bolj tisti, ko delam rad za druge. Ne, noben ni naredil nekaj takega. Koliko revščine pa je po vašem opažanju dejansko v Mariboru tudi take, ki je ne vidimo? Ko sem se jaz pogovarjal s Centrom za socialno delo, pa po Ljubljani, pa vse, to je ogromno. Prav ogromno je to. In ko jaz čujem pol s Centra za socialno delo, kako eni živijo, ampak se vseeno skrijejo to. To je brutalno. In tako sem jaz gledal, ko so me že vprašali, če bo vedno več revščine. Glejte, kruh samo dvigne v trgovini, mleko dvigne za 50 centov, avtomatsko revščina že večja. Bencin gre gor, davek gre gor, vse avtomatsko. Plače pa ne. Zato sem pa jaz rekel, če bi lahko, bi se s tem ukvarjal čez celo leto pa izven Slovenije. Ker res bi res rad na polno. Ampak res, da se pomaga ljudem. Ne pa, da se samo obljublja, pa se bomo, pa bojo sestanki, pa to ne, pomagi danes. S tem, kaj imaš, ne? Ja, pa če imaš to, recimo, ne vem, če si kar na velikem položaju, pa imaš toliko močno, imaš niti v rokah, denar v rokah, pa pomagi danes. Ne pa sestanke delati, ja, pa se bomo zmenili. Dok se ti zmenil, so že ovilačni. Kdo pa najbolj potrebuje pomoč danes? Kaj se vam zdi? Bom rekel tak, družine, ki delajo, ne oni, ko so na socialnih, jaz tega ne podpiram. Ne šans. Jaz sem imel milijonkaj priložnosti, da bi lahko imel na socialni, pa nisem na to biti. Ker sem se raje delo najdel. Ker recimo v času korone, tega nam nikoli pozabil, partnerka je, ko se vidite, da ogromno gostincev ostalo brez službe, so bili na čakanju. Jaz nisem bil na čakanju, v bistvu ne, jaz sem ostal brez službe. In reka mi moja, kaj bomo zdaj smo pomagali brez službe? Pa sem pogledal, kdo je brez službe. So jaz grem delati, reka, kam boš delati, reka, če gostinstvo je zaprto, vse grem za pogrebnika. Jaz sem bil pogrebnik, leto pa pol sem bil pogrebnik. Marsikaj videl, verjemite mi. Tako da, pol je rekel kolega, ko se je korona sprostila, sem šel nazaj v gostinstvo, je rekel, kje sem delal, vse kot pogrebnik, sem bil leto pa pol, vse, ko naučil sem se jame, kopati, vse, kosil zdravo, ko življenju nisem kosil trave, iz velenja je zblokal, vse trave nisem nikoli kosil. Pol je pa rekel, zakaj pa nisi šel na bencinsko delati? Rekel, to se pa nisem spomnil. Tako da, zato je socialne, jaz ne podpiram, lenobe ne podpiram, ker če hočeš, se boš ven z veliko izreka. Čisto odkrito. Če se malo vrneva k pogrebniku in pa k še eno tako zanimivo, ste imeli, mislim, da na patologiji produkcijski pomočnik, ne? Kakšna izkušnja je bila to? Pri meni bo tak, meni se je gostinstvo, bom rekel, tak mi je malce za glava me že prišla. Jaz sem se upisal na faks tukaj, ker mati, ko je še bila živa, je bila v domu. In tedi se meni res nenormalno odprlo izbirati delo z ljudmi, se pravi, ki rabijo pomoč v domu. Ampak problem je bil pri meni, ker jaz se nisem mogel čustveno izklopiti. V domu, ko sem bil, eni so rabili pomoč, ampak ti bo nisem mogel takoj pomoči urediti. In jaz sem se preveč srce vzemal in mene je to res čustveno začelo. In sem rekel, pa jaz bom pa šel na patologijo delati. Jaz sem bil to UKC, na patologiji sem bil zaposlen. In avtomatsko sem videl res dosti stvari in mi je ni bilo žal, da sem si tako še izkušnja očes. Res je, da to moraš imeti živce. Pa želodec tudi, verjetno, ne? V redu. Zdaj, ko ste prej govorili za te socialne pomoči in da tega ne podpirate, zdaj marsikdo, ki je v težkem položaju, ne, reče,
zdaj, če bi si hotel, bi si že pomagal, ne? Nekako vi to Okej, tudi ja. Zdaj- zagovarjate, ne? Kaj pa ljudje, v bistvu, ki imajo vse, najtežje razumejo pri tistih, ki nimajo nič? Ok, jaz bom tako rekel. Zdaj jaz tako ločim dve stvari pri socialni pomoči. Eni, ki si jo res zaslužijo, pa res ne morejo delati, pa res imajo določene razloge. Imaš pa ene, ko pa to fajn izkoriščajo. Jih dosti poznam. Socialno vleča, pa hodi na črno delati. Teh jaz ogromno poznam. In dejansko več zasluži kot jaz. Pa res, tako sem pa rekel, oni, ko si pa res zaslužijo, ok, ni problema, rabijo pomoč, pomagi jim, ni problema. Eni pa res izkoriščen sistem in tega ne odobravam. Idi delat. Bodi tako, kot smo mi vsak dan, ko se vsak dan borimo. Jaz bi tudi bil na socialno pomoč, pa dobim 600, ali nekaj je pomoč, 600 evrov poleg. Zakaj pa ne? Sam nisem tak tip človeka. Torej, kaj tisti, ki imajo vse, najtežje razumejo pri tistih, ki nimajo nič? Kako mislite to? Ravno z tega vidika, ne, da je mogoče malo empatije na strani tistih, ki imajo vsega dovolj v življenju, velikokrat, ne. Teti, ko imajo dosti v življenju, se pravi, ko imajo vse, pa kako gledajo na te. Oni bi vsi pomagali, samo oni ne upajo pomagati, zato ker ne vejo, kam gre v kakšne roke. Zato meni tudi dosti lažje. Jaz imam recimo zelo močne donatorje letos. Res jaz imam pa tudi nakazila, ko gledam, tudi vidim, da eni kar lepo dajo gor, ker vejo, da gre v prave roke. In zato jaz hočem to povezati, se pravi, ti, ko imajo, bojo pomagali tismo, ampak da gre v prave roke. Ker dosti čujem, ja, vse pa jaz njem ne zaupam. Jaz ne vem, kam gre ta denar. Jaz ne bom dal totim denar, ker ne vejo, kam gre. Ali pa gre za plače tam zaposlenih in tako, ne, tudi to je potem velikokrat pri ljudeh ovira, da odprejo denarnico, ne. Dobro, prej smo se tudi pogovarjala o teh vaših poklicah, vi ste bili v življenju marsikaj, ne, bom kar naštela: osebni asistent, pogrebnik, obdukcijski pomočnik, kuhar, natakar, gradbinec. Zdaj zdi se, da se nekako nobenega dela ne branite, ne, tudi takih del, ki se jim večina ljudi nekako izogiba in da tudi v bistvu nikoli nimate miru, ne. Ja, pri meni je to, ker sem pač hiperaktivna oseba in meni to kar paše. Da sem tak. Največji problem, recimo, ker sem hiperaktiven, bi bil največji izziv v pogrebništvu delati. Zakaj? Ker tam, ko si izvajaš pogrebe, moraš biti počasi, se hodi po vse. To mi je bil največji izziv. Večji izziv mi je bil, ko pa s pokojnikom delati. Ker ko sem nosil žaro, vedno je to zgledalo prvič, ko sem vključil jaz na takarsko hojo. Ko sem sam šel žaro, kar preletel s njim. Je rekla šefica, rekla je, enkrat če to narediti. Sem rekel, nikoli več. Ker sem rabo službo in mogel sem se naučiti počasi hoditi. To je, da ja, karkoli zagrabiti, ok, bi, z veseljem, ni problema. Se konec koncev jaz pravim, ti če hočeš nekom pomagati, če hočeš zastopiti ljudi, prvo ti sprobi še druge službe, da boš vedel, kaj oni trpi. In kaj so vas naučile te službe, ki se jim večina ljudi izogiba? Vsaka služba je nekaj dobro, vsaka služba te nekaj nauči. Recimo, neko sem v gradbeništvu nikoli več. V pogrebništvu, bi se vrnil, zakaj, meni je super. Zakaj v pogrebništvu? Zato, ker res te nauči ceniti življenje. Vem, da ko sem enkrat prišel domov, je rekla meni moja, je rekla, veš, gledala sem to omaro, je rekla v katalogu, rekla, kako lepa omara, kam že bi jo imela, sem rekel, nehaj. Sem rekel, veš, enega pokojnika sem vzel iz enega stanovanja, sem rekel, veš, kakve stvari je ovi imel. Sem rekel, stara mija mama, super. Je rekla, je, ok, kar nehala je. Problem je, pozabljamo, kaj imamo, nismo hvaležni. Ampak ko vidiš drugi, kako živijo, verjemite mi, da nam gre super. Jaz zdaj čujem zgodbice, ko mene kličejo iz Kopra, iz Ljubljane, iz Celja, ko me kličejo družine, ko se zahvaljujejo. Pa mi kar povejo svojo zgodbo. Vas je kakšna še posebej pretresla ali pa tako, da ste vam je vtisnili? Enega, ne bom povedal, iz katerega mesta je, glih prejšnji teden me kliče gospod, pa je rekel, sam to vam hočem povedati, je rekel, hvala, ker ste me povabili na večerjo, je rekel, nisem si mogel predstavljati, da se bo kdo spomnil na mene, na nas. Je rekel, jaz na ata samohranilec, če lahko k temu rečem, je rekel, 3 otroke imam, je rekel, 3, 5 pa 7, je rekel, žena mi je umrla pred 2 letoma, je rekel, jaz sem sam ustal. Pa sem rekel, oti bogeca.
Pa so oči bovec, ko je stisnalo me je. In še pol druge take, ko doživljaš zgodbice, da mati, ko zasluži samo hranilka z 2 otrokoma, vse dobi še neke podpore, vse. Rekla, ampak najemnine so tako brutalno drage, stroški, rekla je hrana, rekla je moji je, otroci neverbalno, rekla hvala Bogu. Rekla, samo ko vse poplačam, je rekla 15 dobim plačo, rekla 20 mi še ostane 100 evrov. Mislil, oči bovec. Rekla, do restauracije jih sploh nema pripeljem. Rekla, ne moram pokazati, vse ko ok, zakaj pa ne, evo, in glih za tega jih pelati v restauracijo. Mi vem, da lani, ko smo pripravili komplet pol vse, ko smo zaključili, ko smo mi videli tisto pol zadnjo zgodbo, smo imeli ono najteže. Mi smo vsi utihnali. Ono prav videl si, ko smo vsi smo dobili solzate oči. Vsega, ko si je pogledal, vsak je rekel, joj, tale prah. Ne, kaj pa je bilo? Ja ne, ko si videl, kako so bili oblečeni, kako so jedli, kakve zgodbice, kako objeme, joke, kako so se zadržali. Prvo ona gospa, ko je rekla, da nima kruha, prvo otroci, ko so se basali, dotakne se te. Vi ste se potem v končni fazi odločili za gostinstvo, zakaj? Fajn me dela z ljudmi. V kuhnjo ne bi šel več, ker nimam več pritiska, doma rad še kuham. V strežbi mi je fajn, ker sem hiperaktiven, mi ni problem delati po 12 ur. Pa rad se zafrkavam z gosti, res se rad zafrkavam z gosti. Ne vem, tak mi je fajn, ko rečem gostu, boste še kaj sladkega, pa reče ne, pa reče ne, probo sem, ne. Ali pa, ko je večja grupa, mi reče, boste kako kavico, pa reče ne bom, se ga zdaj tudi ne, pa ne, pač vljubim sem. Zafrkavam jih na tak način so me že sprejeli. Nisem nesramna, ampak rad jih zafrkavam. Kakšnim ljudem pa najraje strežete? Najrajš, Ja. ko se kjer najde v družbi, pa me začne zafrkavati. Ono pikati, prav zafrkavati. Poziva sam premislim, en me je že našel, zdaj ga gremo mi 2. In te pa spol skozi njega. Drugač pa ja, tak, najboljš mi je, ko vidim, da prejeta 2 gosta tečna. Te Pa že reče, preberete nadaleč? ja, se mu že vidi, ko te še pozdraviti noče. Te pa, ko je gledam, pa si mislim, da te vidim, kako dolgo še boš tečen. In zato ga začneš zafrkavati nazaj. Zdaj, če je kdo preveč nesramen, lahko dobi kakšno hrano s kakšnimi dodatki? Ne, to ne bi, ker nad hrano se ne bi glih izživljal, ampak dobi pa grdo pol postrežbo. Ne bi mu rekel izvolite, ali pa če bi mu dal, pa bi mu rekel izvolite, pa če mi ne reče pol nazaj hvala, mu rečem ni zakaj, hvala, pa se obrnem. Na tak način jih pol tudi zafrkavam. Ker konec nisem kričal, ima problem. Jaz imam tudi problem, pa jih delim z njemu. Zdaj, če bi morali opisati družbo skozi goste v restauraciji, kakšna je naša družba? Odvisno zdaj, v kakšni restauraciji delaš. Recimo, Ja. Evo, jaz imam super goste. Res imam super goste, zato ker tu prihajajo res poslovni partnerji, podjetniki, dobre goste imam. To res meni je to ena od najboljših restauracij, kar sem jih delal. Imam pa recimo ene kolege, ko delajo pa recimo, ne vem, z hamburgerji, eni delajo v kavarni in pa mi pravijo, kako imam nesramne goste, tretjo pozabi jih nazaj, povej jim nazaj svoje, ne na grd način. In povem pa reče, kako to misliš, ja, ko te prije zafrkati, pa ko ti reče, kaj mi priporočaš, se rekel, lahko ti priporočam tam on lepi izhod, če ti kaj ne paše. Se rekel, ampak ne bodi nesram, drugače jaz kot goste imam super goste. Zdaj, v Parmi ste tudi imeli primer z gostom, ki se je zlagal, da čaka ženo, ki rojeva v UKC-ju, veliko pojedel, veliko popil, potem je imel izgovor, da nima denarja in da mora skočiti samo na bankomat ali pač po kartico, pa se potem nikoli ni vrnil. Ne? Kaj ste si mislili o tem primeru? Ja, tak, ti dan sem jaz bil prost. Smo glih proste in bolj meni to šefica povedala, pa še čuda je to še po drugih restauracijah naredil, ne, pa v eni trafiki vem, da je to naredil. Je on tako rekel, svaka ti čas, da imaš ta pogum to narediti. Mislim, laže je, da poješ, pa je rekla, ker moja šefica rekla, ni problema, rekla, najhujše je, ko mi laže. Rekla, pa povej, nimam denarja, rekla, z veseljem ti bom dal, rekla, se to nas ne, košta nič. Je rekla, sem ne pa, da nas napizduješ tu. Mislim, da nas okolo obračaš. Ker res rekla, tega pa ne maram. Rekla, povej, pa je to pa ti damo. Rekla, ne pa, da nam take zgodbe prodajaš. Pa je veliko takih zgodb, podobnih zgodb? No? Tu ne. Mislim, to ni bilo še v Parmi tega, ampak res jaz sem se tako smejal, ko sem to zvedel. Zdaj, vi ste pomagali tudi Branku Štelcerju, ne, gospodu, ki je izgubil obe nogi zaradi sladkorne bolezni, pa vseeno ni bil upravičen do osebne asistence. Vas takšni primeri, ko zataji sistem, bolj jezijo ali vam dajo še nekega dodatnega zagona? Jeza me zagrabi.
Jeza me zagrabi zaradi tega, ker to, ko sem jaz enkrat rekel, da je brat mogoče delo večji projekt, ajde, bom rekel tak, mogoče nedosegljivo, ampak če bi bilo možno, bi rad bil, ne vem, na takih funkcij, bom rekel tak, pod narekovajem politik, da bi bil, da bi lahko družinam res pomagal. Tako sem prej rekel, vi imate sestanke. Poglejmo recimo poplave, ko so bile na Koroškem. So prišli tja in so rekli, ja, bomo naredili sestanek, se bomo zmenili. A bomo naredili, kaj se boš zmenil? Ti boš danes večer boš spal v svoji topli posli, on nima kje spati. Pa danes že ukrepaj, si pa politik, si pa imaš denar, pomagaj. Podjetja bi takoj pomagala. Tudi Branko, to recimo, res, vem, da si jaz bil v Šparu, bil in pogledam članek. Branko, pa vse rekel, kaj to? In avtomatsko sem novinarko večera poklical, vse daj poveži me z novinarko, vse jaz bom temu gospodu pomagal. In ko je ona meni rekla, lahko priješ, jaz sem takoj prišel, jaz sem hodil 2 do 3 tedensko, sem njemu hodil delati osebno asistenco, mi ni bil problem, z veseljem. Ampak pol je bil pa že to, in pol je rekel, da tudi dobil osebnega asistenta, ali ne vem, v glavnem jaz smo pol tudi prekinila, zato ker meni se tudi časovno, jaz njemu pomagal 2 meseca, to nek 2 meseca sem njemu pomagal, ampak pol je on tudi rekel, da zdaj bo več ne rabim, rekel, da bo tudi ono dobil drugo pomoč, sem rekel, ok, rekel je le najlepša hvala, zato se je najmanjši problem. Mojo telefonsko številko imaš, kadarkoli boš rabil, jaz ti prijem tudi zjutraj, ti bom pomagal, ni problem, ampak me moraš poklicati, jaz se ti več ne bom metal. In pol je res rekel, hvala, in zato mi ni problem skočiti. Ste še v stiku s tem gospodom? Se še kaj slišite? Zdaj jaz njemu obljubo, čisto odkrito obvejo, jaz njemu obljubo, da ga bom poklical, ga nisem še nič poklical. Imam pa namen ga za boljš presenetiti. Okay. Zato, ker točno vem, kaj rad je, pa kaj rad pijem, bom nekaj odnesel. Kaj si želite, da bi se zaradi vašega projekta, torej božične večerje, dolgoročno spremenilo v družbi? Da si pomagamo drugemu. Res, to pa res hočem. Ker, glejte, jaz tudi poznam par starostnikov, ki sami živijo vse in res razmišljam o njih, pa daj bo nekaj. Recimo, tebi ena, glih tako gledam pri svojih napakah, ko jih delam, vidim, da mi je salama potekla. Ker recimo, ben moja zmeraj reče, daj kupi salame, da jih imamo skozi doma. In pol dejansko pa mi reče moja, kao što pojedel, pa ja jutro bom pojedel. Rekla je, rok je do jutra ali pa do poljutršnjem. Rekla, kdaj boš pojedel, če si pa celo na službi, pa zvečer, ko prijem. Valjda zvečer prijem, v 10:30 sem šel na hamburger, da bi tisto pojedel. In pol meni moja reče drug dan, salame, rok poteko. In pol doma razmišljam, a te salame bi lahko 2 dni že nazaj nesel, ne vem, oni gospe kot pod mano živi, ona bi si naredila sendvič. Preveč zavržemo hrane, preveč smo neodgovorni, preveč nam je že dano v roke. In zato na tak način, če lahko nekom pomagaš, pa daj. Kaj pa za naslednje leto? Zdaj bom vas jaz vprašala, gre še više, še boljše, še z večjimi številkami? Že planirate kaj? Lani sem rekel, oni novinarki, ne, Fertik je bilo dovolj tega, zaradi tega, ker zaračenega kruha se največ poje. Ne, dovolj je bilo, ne grem več. Bom reč tako rekel, dovolj je bilo, ne grem se več. Tako da, to sem zdaj rekel, kaj se pa razvilo, pač želja mi je iti dalje, ampak ne upam nič več reči. Ker če bom rekel, ja, grem, sem bolj samega sebe pustil na cedilu, če ne bom šel. Zdaj pa bom rekel, pustimo še. Ampak vsaj v takih okvirih kot letos pa bo? Da, je prišel še več. Če bi lahko poslušalcem Ringelspiela položili eno misel na srce pred Božičem, katera bi to bila? Za en dan izklopite negativo, vse slabe komentarje, sovraštvo, za en dan. Naj bo to za Božič. Pa da se drugemu pa lahko pomagate. Bo vas to mislijo kar zaključila. To je bil Ringelspiel, podcast časnika Večer. Hvala, Amir, za iskren pogovor. Hvala vam. Vam pa za čas, pozornost in poslušanje. Če vam je bila epizoda všeč, jo všečkajte, komentirajte, delite in sledite Ringelspielu na platformah za podcaste in YouTube. Do naslednjič pa se vidimo, slišimo in beremo na www.večer.com.